Mr. Beno. Danes raziskujemo prikrite načine inflacije. Ekonomija je namreč v takem stanju, da je od prehrane do potrošniških izdelkov vse manj ekonomsko, še posebej ekonom-lonci ali, kot jim zdaj rečemo, samo lonci. Medtem ko so nekateri izdelki dražji, naj bi drugi izdelki ohranili ceno in embalažo, izgubili pa na količini. Če se to res dogaja, nam bo povedala Nina Krajnik, strokovnjakinja za gospodarstvo ali, ker smo 8. marca, gospodarstvo. Ja, to dejansko se zares dogaja in temu pojavu rečemo skrčflacija. Česa je torej manj pri skrčflaciji, razen samoglasnikov v besedi skrčflacija? Ta mal nenavaden izraz prihaja iz dveh besed, iz besede skrčenje in inflacija. Gre pa v bistvu za prakso proizvajalcev, še posebej pogosto v času inflacije, ko prikrito dvigujejo cene svojim izdelkom, tako da jih v bistvu skrčijo njihovo količino. Primere pa lahko vidimo že povsod. V bistvu potrošniki nas opozarjajo, da se v zadnjem obdobju so skrčili različni izdelki. Najpogosteje je to pri prehranskih izdelkih, ampak skrčila se pa tudi kozmetika ali pa hrana za domače živali. To pomeni, da zdaj Hofer lahko manj kot fair, pa je McDonald'sov Big Mac je zdaj samo še majhen Mac. To pomeni, da bi Petrol zdaj mogli preimenovati v Štirtrol. V bistvu to sploh ni tako slaba ideja, da bi mogli proizvajalci še zmanjšati količino svojih izdelkov, te tudi preimenovati, bi bilo bolj transparentno. Tako da, dobra ideja. Torej se to lahko pojavlja naprimer tudi pri picerijah. Lahko se tudi v bistvu zgodi. To pomeni, da družinska pica, tako kot jaz, ne more nahraniti niti družine. Če pa čas, da zamenjate picerijo, mogoče tudi delodajalca? Mogoče res. Pa se to krči vse, a obstajajo kakšne izjeme. Naprimer, Tina Vodopivca sem zdaj videl v njegovem novem filmu. On se ni skrčil, če že kaj je postal večji. No, torej so neke svetle izjeme. V Sloveniji opažamo, da v zadnjem obdobju ne samo to, da so zmanjšali količino izdelkov, ampak nekateri so celo spremenili njihovo sestavo in zmanjšali njihovo kakovost. Torej med covidom nismo mogli okušati hrane, zdaj pa nam hotel. To pa sklepamo, da se dogaja pri čajnih klobasah, ki sploh ne vsebujejo čaja, v kekec paštetah, ki sploh niso narejene iz majhnih fantkov, in pri hot dogih, ki so tako slabo skuhani, da še vedno lajajo. Ampak vrniva se k skrčflaciji. A je to mogoče le način, da nas vlada pripravi, da shujšamo? Mislim, da ne. Škoda. Glede na to, da so izdelki zdaj manjši, a jih lahko tudi plačamo z denarjem od monopolija. Bojim se, da to ne bo šlo. Kaj pa lahko naredimo vodjem podjetij, ki skrčflirajo, jih lahko damo v zapor in jim skrčimo celice? Žal ne, skrčflacija ni nezakonita, tako da žal jim ne moramo skrčati celic. Kaj pa življenjsko dobo? Pojavu pa še vedno nisem verjel, zato sem mogel preveriti kar sam. Našel pa sem Toblerone, ki se je tako skrčilo, da izpiše le Toblerone, plastenko Fante, ki v primerjavi s prejšnjo zgleda fejstbolj seksi, in kondome XXL, ki so se tako skrčili, da mi niso več preveliki. In tako smo dobili dokaz. Skrčflacija je resnična. Potrošnikom pa predlagam, da ne zaupate nikomur. Razen meni, ki vam rečem, da ne zaupate nikomur. Razen men, ki vam rečem, da ne zaupati nikomur. Razen men. Gremo kar nazaj v studio. Hej, preden greš, klikni tukaj in se naroči na naš YouTube kanal, imamo pa tudi TikTok, Instagram in Facebook, tako da le urno.